Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Joj, ko peče, ko gremo lulat in ko lulamo samo po kapljicah. Poznate to? Jaz moram reči, da to zelo, zelo dobro poznam in ravno na ta račun nekih uroinfektov in vsega ostalega sem v življenju pojedla kar nekaj škatlic antibiotikov. Ja, posledice pa še danes rešujem s črevesjem in z vsemi ostalimi zadevami, kajti vemo, da antibiotiki so kot atomska bomba, pobijajo vse dobre, vse slabe, vse, kar dejansko je. Ampak pred nekaj časom pa sem imela to priložnost in možnost, da sem v tujini najprej slišala za demanozo. Za nekaj, kar je pravzaprav sladkor, kljub temu, da je primerno tudi za diabetike in da enostavno gre ta E. coli, ki je največkrat zadolžena za to, da imamo te težave, enostavno polulaš. In sem to poskusila in danes, tako kot veliko naših gledalcev in preko Facebooka, ne grem nikamor brez demanoze za vsak slučaj. Kljub temu, da imam še vedno prvo škatlico, že kar nekaj časa, je zmeraj pripravljena, ni to ena zadeva, ki jo iščeš, takrat moraš jo imeti doma pripravljeno. Danes bomo govorili ravno o tem, saj so vse težave, ki so vezane na naš urogenitalni del po navadi povezane tudi z občutkom sramu in vsega ostalega in take stvari glih ne vprašamo vsakega, ki pride mimo. Še bolj sram nas je, da gremo zaradi tega dejansko k zdravniku in če gremo, velikokrat torej dobimo predpisane ravno antibiotike. Alfred Vogel pa je povedal, da naše črevesje ob zadostni meri probiotikov, prebiotikov rabi 3 mesece, da se obnovi, zato bi mogoče obstajali boljši načini, da se temu izognemo. V našo družbo prihaja Jelena Dimitrijevič, pravzaprav, ja, jo že slišim, kar naprej, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravo, zdravo. Evo, kako si? Odlično. Izvoli. Danes bova naredili tako veliko uslugo vsem ženskam, predvsem tudi mladim puncam, ki imajo s tem težavo. In ni jih malo. In ni jih malo, ne? Ja, res je. Tudi potem v starejših letih velikokrat, ne? So tudi razlogi za to, ja. Ja, so razlogi za to, ker jaz vem, da, ne vem, takoj, ko sem prišla z vode kopalke menjati, nisem mogla za sekunde sedeti na čem mrzlim, takoj sem dobila dejansko vnetje, pa se mi je zdelo, da je to normalno, pa danes vem, da to ni normalno. Tako je, res je. Ja, v bistvu te težave, ki jih opisuješ, so različne. Zdaj, ko govorimo na splošno o urogenitalnih težavah, lahko dodamo še nekaj več, ampak predvsem govorimo seveda o cistitisu, vnetju mehurja, ki se zelo pogosto dogaja, predvsem zaradi tega, ker črevesna flora in ta naša mikrobiota ni najbolj optimalna, ampak pri ženskah se bolj pogosto dogaja kot pri moških, ravno zaradi naše anatomije, ker v bistvu sečnice krajša kot pri moških in zaradi tega je ta vdor bakterij, ki so sicer normalno prisotne v našem črevesju, kot je Escherichia coli, pridejo lažje v sam mehur in tukaj naredijo cel kaos. Drugač pa v bistvu, ko govorimo na splošno o teh težavah, lahko so kakšne druge, recimo, ki so povezane s tem področjem. Pogosto težave pri moških, ki jih res ne smemo pozabiti, to so vnetje prostate ali na splošno težave s prostato, ki se danes že začnejo pojavljati tudi po 45. letu starosti. Pol so kakršnekoli druge težave z ledvicami, pa tudi ledvični kamni, vnetje ledvic, pa tudi kakšne bolj kompleksne zadeve. Hkrati je tudi erektilna disfunkcija, tudi recimo težave z zanositvijo pri enih, pa pri drugih, pri moških, pa pri ženskah. Lahko je recimo hematurija prisotna, to je redna prisotnost krvi v urinu, ki je tudi ne vidimo, ki je tudi lahko simptom, znak, da se nekaj dogaja v našem telesu. Lahko v bistvu na splošno imamo generalno težave, ki se velikokrat ponavljajo in simptomi so ponavadi taki, ki si je že na začetku začela razlagati,
nekako bolj v povezavi s tem vnetjem mehurja, tudi to, da težko uriniramo, tudi mislimo, da je poln mehur, pa ga ne moremo sprazniti. Tudi po noči recimo se to dostikrat dogaja, pekoč občutek, ko uriniramo, tudi kakšne bolečine v tem predelu, ki znajo biti hude. Jaz na srečo moram potrkati, nikoli nisem imela vnetje mehurja. Wow, zakaj se pa s tabo to pogovarjamo? Ne vem, kako to izgleda. Jaz imam film, da sem doktorirala iz tega. Tako da hvala Bogu, res s tem nimam težav, ampak poznam dosti stranki, ki imajo s tem težave. Niti to ni tako čudno. Poleg ostalih simptomov, recimo, dostikrat se pojavi in vročina, in različni krči, slabost na splošno čutimo, niso prijetni simptomi. Tako da v bistvu je treba nekaj vnaprej narediti, posebej, če smo že imeli podobno težavo in če smo že nagnjeni k temu, da zbolimo, potem je ta del treba okrepiti, seveda normalno s pravilno prehrano, o kateri se bova pogovarjali, ampak tudi o teh različnih dodatkih, ki nam lahko pri tem zelo pomagajo, ampak ne smemo nikoli, jaz zmeri poudarjam, pozabiti na čustveni del. Ta del je predvsem povezan tudi, ko govorimo recimo o ženskah ali tudi o moških, s tem principom, kako dojemamo sebe, kako ravnamo v tem svetu, kako funkcioniramo v medsebojnih odnosih, če imamo veliko strahov ali ne, to vse vpliva tudi na šibenje tega dela, tako da zmeri gledamo bolj celostno in pol iščemo vzrok, zakaj nastajajo določene težave. Zato, da sem se rešila teh težav, ponavljajočih, jaz sem si marsikatero samo raziskovalno vprašanje zastavila, ampak zanimivo mi je bilo, ko sem prišla do te demanoze, sem je najprej poskusa sama, seveda, sem videla, da to ful, fajn deluje. Že v 24 urah. Ja, dejansko. Že v parih urah tudi, pa večkrat smo to potem videli. In mi je bilo zanimivo, sem rekla, wow, jaz to moram priporočati ljudem, to morajo vsi dejansko zvedeti. Namest tega, da bi se tako hitro vzeli kakšne antibiotike, ki vemo, kaj naredi v našem telesu, ne rečem, včasih jih moramo vzeti, posebej, če ne moremo stvari tako enostavno obvladovati, ampak zakaj, če obstajajo res taka močna naravna sredstva, ki nam pri tem olajšajo zadeve, pa tudi hitreje pridemo spet v normalen ritem, zakaj bi skozi takoj posegali po antibiotikih? In zmeri govorimo o kombinaciji. Ko govorimo o demanozi, je fantastična stvar, ampak moramo tudi okrepiti telo, da se ne bi stvari ponavljali. Demanoza nam pomaga v tem smislu, da na tak nežen način izloči Escherichia coli iz našega telesa oziroma predvsem iz mehurja, ampak na tak način, da v bistvu veže nase Escherichia coli in pol izločimo s samim urinom. Ampak poanta je, da moramo res imeti neko bazo, dobro bazo, se pravi, imunski sistem mora biti krepak, prava mora biti mikrobiota, te sestava mikroorganizmov v našem telesu in jaz zmeri, ko priporočam v teh omenjenih težavah, kaj je treba narediti, brez probiotikov težko gre. Se pravi, ta kombinacija je izjemno dobra, poleg seveda tudi spremembe prehrane, načina življenja, ampak ta kombinacija je zmagovalna. Probiotiki demanoza. Tako, ja. Ker je bilo zanimivo, mene je presenetilo to, da niso, tako zanimivo je bilo, ženske niso nekim resno vzele pri tej demanozi, dokler niso imele težav. Pol pa probaš vse, kar pride. Ko so pa imele težave dejansko, ko pa prideš do tega, da imaš uroinfekt ali pa ne vem kakorkoli, takrat bi dal pa 500 € za eno škatlico, sam da bi jo lahko dobil. Pa ti ni treba, ampak res je. Ampak moraš imeti doma, da jaz imam doma... Posebej, če veš, da imaš omenjene težave, če se ti je že zgodilo, da čim prej ukrepaš, to je ključna stvar. Absolutno. Ni pa point zdaj samo v tem, ampak kakšne so še tiste vsakdanje stvari, ki jih lahko počnemo, na kakšen način, tudi o tem bo govorila Jelena Dimitrijevič. Tale trenutek pa pogledamo kratek prispevek o vnetju sečil na splošno. Tele številke te znajo kar presenetiti. Z vnetjem sečil se, roko na srce, soočamo predvsem ženske, ampak lahko se zgodi tudi moškim. No, kar vsaka druga ženska se vsaj enkrat v življenju sreča z vnetjem sečil. Jaz sem se večkrat in tudi pri 25% ljudi so okužbe sečil ponavljajoče in jih prizadenejo večkrat na leto. Med njimi sem bila tudi jaz.
Vnetje sečil spremljajo zelo neprijetni simptomi. Se veste, pekoč občutek med uriniranjem, pogosta potreba po uriniranju za tistih nekaj kapljic, moten seč z vonjem, močnim vonjem, celo kri v seču, bolečina v predelu medenice in celo povišana temperatura. Najpogosteje so okužbe sečil posledica bakterij, ki vdrejo v sečila in se prekomerno razmnožijo. In raziskave kažejo, da v 75 do 95% vnetje mehurja povzroča ena in ista bakterija. Takšne okužbe sečil se običajno zdravijo z antibiotiki, ki pa poleg patogenih bakterij, se pravi tistih ta slabih, uničijo tudi koristne. Ampak obstaja tudi preprostejša in naravna rešitev. Torej, obstajajo rešitve, že v nekaj urah si lahko dejansko pomagate z demanozo, veliko vode in pa še s parimi drugimi triki, ki jih bo danes zaupala Jelena Dimitrijevič. Sicer pa, ja, kar nekaj vaših odzivov ljudi, recimo Breda je napisala, da brez tega ne gre več na noben vikend, še najmanj pa dejansko na morje, se strinjam. Je rekla, če pomislim, kako sem trpela, pa mi ne bi bilo treba. No, podobno tudi Andreja, ki je napisala, da je veliko antibiotikov pojedla ravno na ta račun in pa Jelena je napisala, da je to prihranilo veliko obiskov pri dohtarju, pa predvsem veliko bolečin in da je hvaležna, da nekaj takšnega torej obstaja. Se pravi, takoj demanoza, velike količine vode in še kateri so tisti triki, s katerimi si lahko pomagamo. O brusnicah veliko slišimo, ne? Ja, seveda, itak. Brusnice, same brusnice vsebujejo demanozo, se pravi brusnice, pa tudi borovnice, breskve, pomaranče, to je tudi sadje, ki vsebuje demanozo, normalno prisotno, ampak tukaj seveda, ko govorimo o enem dodatku, ki nam lahko pomaga, govorimo o koncentrirani obliki, kjer edino tako nastane sprememba. Pri prehrani res treba paziti, se pravi, če imamo take pogosto vnetje, itak jaz skozi odsvetujem tiste mlečne izdelke, ampak v tem primeru resnično zelo odsvetujem mleko, mlečne izdelke, to govorimo o tistih živalskih oblikah, mislim, tiste rastlinske so čisto v redu, se pravi, rastlinska mleka so ok, ampak živalska mleka in izdelki iz tega, to je treba dati stran. Se pravi, siri, kravji siri, tako, jogurti. skute, jogurti, vse to, kar dejansko prihaja iz živalskega mleka, zaradi tega, ker ta živila v bistvu povzročajo še dodatna vnetja, posebej, če imamo to šibko področje. V vsakem primeru je treba uživati čim več bazične hrane, čim več sadja, zelenjave, mineralov, kot so kalcij, kalij, magnezij, ampak dobiti to iz hrane tudi dobimo iz zelene listnate zelenjave, iz različnih stročnic, recimo, to je izjemno koristna hrana pri teh tovrstnih težavah. Vsekakor je treba tudi paziti, da je hrana polnovredna, da ni sladkorjev, da ni predelane hrane, to je tudi pomembno. Pa lahko si pomagamo s kakšnimi čaji, recimo kakšen čaj iz preslice, fantastičen, koruza, uva, breza, tudi kakšna brezova voda in tako dalje. S tem si bomo sigurno olajšali zadeve, pa tudi preventivno lahko delujemo. Veliko vitamina C, veliko tekočine, kot si že rekla, ampak razen tega je zelo pomembna stvar, da tudi pazimo, kakšna je naša higiena. Ker v bistvu v tem primeru, posebej, ko je čas menstruacije, moramo paziti, recimo, da se redno menjajo menstrualni vložki ali karkoli naj uporabljamo, da ne uporabljamo teh toksičnih sredstev, recimo kemičnih sredstev za nego. To vemo, da danes sploh ženske premalo mogoče pazijo, mogoče tudi pazijo, kaj dajo vase, ampak to, kar dajo nase. Te plastične vložke stran, torej. Plastične vložke, tudi recimo kakšna mila, tudi za intimno nego, taka, ki so tako. Najboljše v bistvu, to se spomnim še iz moje države, tam, ko smo govorili, recimo, tiste, ki niso imeli težave urogenitalne, so bile v bistvu ciganke, ki so se umivale samo z navadno vodo. Niso uporabljali kemičnih snovi in pol ni bilo takih omenjenih težav, tako da v bistvu pri cistitisu, če govorimo, ker tukaj je še bolj poudarek na vnetju mehurja, kako nasplošno nastane in zakaj nastane, kot sem že rekla, se pravi pri ženskah, če karkoli ni ok, potem v bistvu hitro Escherichia coli ali kakšne druge bakterije pridejo v sam mehur in povzročajo težave, ampak lahko so kakšne druge stvari, če jemljamo zdravila, če jemljamo veliko antibiotikov, če je tudi kakšna kemoterapija, pri tem se zna tudi zgoditi. Tudi recimo v času nosečnosti morajo nosečnice biti res, mislim tako, se morajo tudi pripraviti na ta čas, ker
prvem obdobju, recimo prvih mesecev, je težava zaradi tega, ker prihaja do hormonskih sprememb in sam progesteron tudi nekako zrahlja sam mehur in potem tudi lažje pridejo kakšne bakterije. Potem kasneje vemo, da sam trebuh pritiska na mehur in s tem se tudi zna zgoditi, da majčkan tega seča se zadržuje v samem mehurju, kar je tudi gojišče za bakterije. Pa tudi, če imamo veliko sladkarij, če imamo težave recimo z diabetesom, pa se glukoza izloča v sam urin, potem je to tudi gojišče za bakterije. Tako da moramo videti, kje smo, kakšno je tudi nasplošno naše zdravstveno stanje, da pol naredimo kakšno preventivo. Odlično. Tale trenutek na hitro pogledamo, o tem je govorila tudi Simon Godina. Veliko ljudi danes govori o tem, kaj ti pomembno je, sploh pa v času, ko imamo ženske toliko težav ravno na tem področju, ki nas dela ženske. Terapija, taka naravna, kaj bomo mi danes predstavljali, je v bistvu ta demanoza. To je ene vrste sladkor, malo podoben glukozi, ki v bistvu tole je kolija, ker ta vnetja povzroča ta Escherichia kolija, ta bakterija. In na našem tem mehurju, ona se gor, tako se zahakla, ker gor je tudi tako ena taka obloga. In zdaj ta demanoza v bistvu naredi, da ona zdrsne dol, ona sklizne dol in jo v bistvu odplakne, da se ne more več prilepiti in se zato ne razmnožuje. Je pa treba, ko mi vzamemo to demanozo, tam, ne vem, tudi 2 do 3 grame, pa lahko vsake 2 ure in potem moramo veliko piti. Zato, da to mi odplaknemo. Ja, demanoza je res krasna zadeva, zraven pa torej veliko vode, sploh takrat pa brusnični sokovi in vse te stvari in že v 24 urah se lahko postavimo nazaj na noge. Jelena Dimitrijevič, ki je danes v naši družbi, nam je zaupala tudi nekaj drugih stvari, se pravi skrb za higieno, ne preveč, ne voda je še vseeno 1A, pa da nimamo plastičnih vložkov, pa vse te zadeve. Kaj pa tiste ženske, ki so že v menopauzi, so zgubile menstruacijo, tudi njim se dogajajo take stvari? Tako zelo pogosto zaradi tega, ker spet zaradi hormonske spremembe, ker v bistvu, ko se zmanjšuje estrogen, se tudi tanjša sama sluznica mehurja in potem znajo biti te težave. Ampak res bodimo pozorni tudi, da res redno oziroma sam urin odvajamo na tak način, da ne stiskamo, ne držimo dlje časa, ampak takrat, ko nas tišči, moramo iti tudi na stranišče, ne smemo se stiskati. Tako da v bistvu je to zelo pomembno, pa tudi pri tekočini naj to kombiniramo, da ni samo voda, da ne bi prišlo do obremenitve ledvic ali da spiramo kakšne minerale, tako da tega se držimo. Odlično, se pravi, tudi v tem času moramo paziti na to in ugotovila sem tudi, če me ne tišči lulati, pa če grem na WC, bom še vsem lulala. Ja, pa tudi recimo pred spanjem je fajn, da tudi spraznimo mehur, tako da nekaj teh osnovnih zadev tega, to naredimo, pa potem ne bo velikih težav in redno konzumiramo nekaj, kar je takega tudi dobrega okusa, kot je demanoza in ne bomo imeli problemov. Najlepša hvala, Jelena Dimitrijevič je bila v naši družbi. Danes smo govorili o vseh teh predelih in seveda o rešitvah. Če imate tudi vi takšne težave tukaj, pa lulanje, pa peče, pa vse take stvari, potem naj vam povem, demanoza je res čudovita stvar, ki jo imaš doma pripravljeno. Ker takrat, ko te zagrabi, bi dal vse na tem svetu, da prideš do tega in res si lahko s tem že v nekaj urah pomagaš, si predvsem pa v vsakdanje življenje, da vnesemo vse tiste pomembne stvari. Zdaj pa, drage ženske, prva stvar, ki jo lahko naredite, je, da greste v kopalnico, pa vržete vse plastične vložke stran, zaradi tega, ker vam absolutno ne delajo usluge. Če pa nimate več menstruacije, pa pejte zdaj lulati, pa boste videli, kako se boste polulale, skratka ne zadrževati tega. Kot pravi Jelena Dimitrijevič, pa tudi Miha, predvsem Miha Ogrin, veliko govori o tem. Če pa bi želeli o demanozi več informacij, pa 02 6200 230 oziroma na klepet@kavi.si, če le imate dostop do interneta. Takrat in tam pa tudi minuli posnetek Simon Godina, kjer smo tudi govorili še o tem.
Obstaja pa ena bolezen, no, ki se ji reče honeymoon cystitis, to je to vnetje. To je zaradi preveč seksa? Ja, točno tako, prav ima to ime.